Krško je zaenkrat najboljša ekipa pomladi in tokrat so doma pričakali prvake iz Maribora, brez nekaterih najboljših nogometašev, vključno z Dinom Hotićem, ki tokrat ni igral proti svojemu klubu, od koder je posojen v Krško. Že v 3. minuti je Vršič stresel prečko direktno iz kota, potem pa izbijajo nogometaši Krškega. 22. minuta, priložnost za Maribor, lepa akcija Tavaresa po levi, predložek za Novakovića, ki je zadel za prednost, vijoličastih 0:1. Še drugi gol za Milivoja Novakovića v mariborskem dresu. Petindvajseta minuta in kombinacija domačih, napaka v obrambi Maribora, takole je Viler vrnil žogo proti vratom, Handanović jo je ujel in indirektni prosti strel za Krško. Izvajali se ga domači, z roko pa je igral Marcos Tavares in to je bila 11-metrovka in še direktni rdeči karton za kapetana Maribora. Marcos Tavares je zapustil igrišče, Luka Žinko pa je stopil k žogi za izvedbo 11-metrovke. Tekla je 27. minuta in izid je bil izenačen, Žinko za 1:1. Polne tribune štadiona Matije Gubca so slavile zadetek za izenačenje. Žinko se je vpisal med strelce in uspešno izvedel 11-metrovko. Po pol ure igre priložnost Maribora, pred vrati je bil Bohar, potem lepa kombinacija Vršič na drugo vratnico in Novaković je stresel vratnico, ostala je pri rezultatu iz 27. minute. Do konca prvega polčasa še priložnost Poljanca, ki je bil v dobrem položaju, a tokrat je nekoliko zgrešil vrata Maribora. Po prostem strelu je meril še Vršič in to je bila še zadnja priložnost prvega polčasa. V drugem polčasu najprej nevaren Novaković, ki je že premagal Zalogarja, ampak na golovi črti so rešili nogometaši Krškega, potem pa gol za 1:2. Lepa kombinacija po prostem strelu, Vršič, Novaković in Mendy, ki je bil sam pred vrati in žogo zgolj potisnil mrežo za prednost vijoličastih 1:2. Lepo se je znašel Novaković, po golu v prvem delu je prispeval še podajo za prednost Maribora. 81. minuta in še nevaren protinapad za vijoličaste. Novaković je dobil žogo na desni in podal globino proti Jeanu-Philippu Mendyju, ki je dosegel še drugi gol na tekmi in Maribor je vodil z 1:3. Tekma je bila tudi odločena, napaka v ekipi Krškega, izjemno nevaren protinapad, Novaković se je izkazal v vlogi asistenta, še drugo podajo je zabeležil, Mendy pa zabil še svoj drugi gol na tekmi. Do konca je bilo še 10 minut, tekma je bila praktično že odločena, domači so poskušali še z 2 streloma, najprej je mimo vrat meril Dejan Urbanč, močno, a nekoliko premalo natančno. Še zadnja kombinacija Krčanov v sodniškem podaljšku, streljal je Đurković, tudi on je zgrešil in tekma se končala. Maribor je zabeležil veliko zmago z igralcem manj v drugem polčasu, je zabil 2 gola in zmagal z 1:3. Ja, malo je zmanjkalo. Mislim, smo igrali dobro tekmo. Na koncu je pa tehnica prevesla izkušnje Maribora, individualna kvaliteta njihovih napadalcev. Na koncu zaslužna zmaga. Bili smo blizu, ampak vse je predaleč. Meda je najbolj pomembno, fante si za to, kar so prikazali, zaslužijo čestitke. Odigrali so točno tako, kar želi NK Maribor, kar želijo navijači. Odgarali so tekmo do zadnje minute, drugi polčas z naše strani izredno dober.